Got him. Okay. You stay out here, dude. Y'all keep him right here. Yeah, see the body. See that? Yeah. I think they're locking your butt up, what I think. I think you've been lying to me this whole thing. You did get them right. I think you're a liar, what I think. Definitely did. Pozabila sem snema, dragi moji, zvok, tako da zdaj na začetku ga ne bo, po 2 minutah videa pa bo, ali pa še prej, tako da neč bat. Dragi moji, dobrodošli nazaj v nov video od Alien Mame, tokrat imamo True Crime. Tale mi je bil res všeč od samega štarta, predvsem zaradi tega, ker je noter ogromen dejanskih videov iz primera. Večkrat me skrbi, ker te videe, ko je tukaj noč so z drugega kanala pri meni vzeti, oziroma screen recordani in je gor tak rahu žig. In me večkrat skrbi, da na zdaj copyright in da ne čelam s tem videem, ampak držimo pesti, imamo to. Gre pa za situacijo, kjer je dejansko ena youtuberka, ni bila to mogoče njena glavna lastnost, ampak bila je dejansko youtuberka, ki jo tekom tega videa lahko spremljamo kot največjo žrtev, ko so jo lahko ugrabili moža in grozijo, da ga bojo ubili. To je pa plot twist. Ona glaven krivd za vse skup. Res amazing primer. Gremo direkt vanga. Ta punca je bila Samantha Woolford in od nekdaj imela en tak čuden nagnjenje, željo, kdo zdaj to govori, ne, ampak pač biti na nek način slavna. Vedela je, da neki bo iz nje, vedela je, da hoče, da jo vsi poznajo, vedela je, da bo slej prišla do te slave in začela je na eni točki z YouTubeom, tako da bila je taka manjša youtuberka, basically pod 5000 subscriberjev, ampak nima veze. Ona je v bistvu želela biti igralka, YouTube je bil samo tako mečken za zraven, realno za njene pojme, ampak njen življenje s koncev ni tako razpleto, kakor je želela in na koncu je bila slavna sam po svojemu basically posrednemu umoru. Zdaj to bo šok, Samantha je bila v bistvu mati 5 otrok. 5 otrok, prav ste slišali. 2 dvojčka pa še en otrok. Ko je bila stara samo 19 let, je imela s prvim fantom še iz srednje šole prva dvojčka, tako da očitno dvojčki so šli v njeni familiji, zaradi tega, ker je imela potem tudi, ko je imela že drugega fanta Ernieja, ki bo zelo pomemben za to zgodbo, je potem dobila še 2 dvojčka. That's a little, yeah. No, I'm not exactly excited about this. Have been on birth control. I've already ended up in the emergency room. I only found out yesterday that I was pregnant. Ernie Ibera je bil torej ta njen nov fant in kasneje tudi mož, ki ga je spoznala leta 2008, v bistvu v tetovarni, tam, kjer delajo tatuje. Tovarnici. Potem leta 2011, torej sta te druge 2 dvojčke in 2013 še 5. otrok. Ful je fan zgodba, zakaj sta se ona dva pravzaprav poročila. Ernie je očitno mečken gameov, ker sta bila tudi ful mlada in je njegov lik v igrici se poročil z enim drugim likom ženskega spola, pač likom, najbrž je bila ženska vzad, mogoče tudi ne, in je bila ona to kljub vsemu rekla, da ga bo pustila. In on je takrat zato, da bi se oddolžil, je v bistvu prosil, če se lahko poročita. Zdaj tako, rečeno je tudi, da je šla ona na YouTube zaradi tega, ker je Ernie ubogi delal 2 joba, zato da bi preživljal nekako svojo 5-člansko oziroma 7-člansko družino, vseh je bilo pač 7. In se je ona rekla, da pač, če hoče kakorkoli ga razbremeniti, da bo odprla ta YouTube kanal, ki ne bi pomagal, ampak ne vem, lih pri 5000 subscriberjih. Abigail je v bistvu sestra od Ernieja, ki je kasneje komentirala, da je si to nekdaj pač Samantha želela je biti slavna in v bistvu njenemu bratu Ernieju to nikoli ni bilo všeč. In pa sta se pogosto prepirala tudi zaradi Erniejevih navad igranja, gaminga in basically realna slika je, da njemu ni všeč njen hobi, njej ni všeč njegov hobi in itak so bili non-stop spori. Da ne govorim, da imaš 5 otrok, pač ja. 20. februarja leta 2015 je Samanthina mama Rosie prejela histeričen telefonski klic od svoje hčerke, torej od Samanthe. Torej Samantha kliče svojo mami in ji pove, da je Ernie ugrabljen, ona pa je zvezana in je pač nekako z nosom poklikala telefon in jo poklicala. Rose, torej mami od Samanthe, imela pa tam blizu svojo sestro Ginger, živela je pač bliže in je njo poslala potem v hišo in šele ko je Ginger prišla v hišo, ko je odvezala Samantho, ko se je pač začelo vse to odvijati, pride do tega telefonskega klica policiji. Ma'am. Does she know, Samantha, did you know who the suspects are? Can I talk to her? Is she able to speak? Yes, ma'am. Hello. Hi, Samantha. I know you're upset, but I'm going to ask you a couple questions. Do you need EMS? No, they didn't do anything to me. They hit me once. She's advising no, they only hit her once. Okay. I just asked my aunt if it was bruising or anything, and she said no, they hit me in the face. Okay, they hit you in the face?
Yeah, they had me tied up and they dragged me down the stairs to face my husband. And when my husband went in to face me, they hit me in the face, like backhand slapped me. And so he looked at me then and they said, I thought that would get your attention. Samantha torej je bila zvezana za roke in za noge, vhodna vrata so bila raztreščena, podrta na tla, celo stanovanje je bilo v razsulu, vandalizirano, če sem prav videla, po stenah je bilo vse porisan, tako res norišanca je bila, over the top, dejansko over the top, Sheriff's office. I'm upstairs. I'm sorry, sir. Sorry. Okay. Here. Hey, are you still talking with Sheriff? They told me that I have to stay. See, tell her you're here. I did. She's still picking on She said hot she still has a few questions for me before I can get off. Let me have it and I'll take care of it and you talk to them. So walk me through what happened. I don't honestly know what happened. I was in bed asleep and we heard a noise, and the second I was able to open my eyes, somebody grabbed me and jerked me out of the bed and slammed me down on the ground and started tying me up and put a knife to my throat and told me don't move. Okay. They were punching me over and over and over, and just he was fighting back, and I was just letting him do it. And What's your husband's name? Ernest Ibarra, Ernest Ibarra? Okay. threatening to do things to me. Mm-hmm. The guy said I can't do. You were outside or here inside? I was in the living room. The living like, room? When they took me to Okay. the living room, he said, "Get you a shirt and get it quick, because I'm not this type of person." So I started rummaging through my closet. He said, "I said get it quick." Že po telefonu prej smo slišali, da je ona ful enih detajlov dajala, ker je čist netipično. Predstavljaj si, kdorkoli si lahko, ne vem, jaz si lahko, da mojega fanta ugrabijo, moja prva reakcija je, če njega ni in če sem jaz zvezana, pejte ponga, pejte ga rešiti, ne vem, kaj so šli tja nekam, help, a veš, akcija, rešimo to. Ona je začela detajle govoriti, kaj je kdo rekel, kako je kdo rekel, in zdaj v tem posnetku ste videli, da ona dejansko ponaša glas od enega izmed teh ugrabiteljev in je kar neki. Ampak moram reči, da če jaz ne bi vedela prej v naslovu tega videa, da je ona dejansko kriva za vse to na nek način, bi mi bilo bizarno, da lahko toliko joka. Če mene vprašate, je to nek stres samega dejanja, oziroma to se je zgodilo, kaj če se meni kaj zgodi, kaj če gremo v zapor, veš, in da je bolj ta paničen jok, ali ne vem, ker ne vem, kako bi drugače vse sprašla. Njena zgodba je šla tako, da je bila ura nekaj čez 1 ponoči, ko je kar naenkrat nekdo najprej zvok zaslišala, pa je kar nekrat nekdo koter dol potegnil in jo zvlekel dol. V glavnem, ta zgodba se je pol precej spreminjala. V začetku je ves čas trdila, da nima pojma, kdo hudiča bi to pravzaprav lahko bil, medtem ko poj kasneje na zaslišanju se je pa že ful enih detajlov spomnila. Ernija naj bi tolkli s pištolo ves čas, tako da je plul v kri, vse je bilo krvavo. By the way, prej nisem omenjala, to se vse dogaja v Mount Pleasantu v Teksasu. Se pravi, najprej naj bi potem Ernija dol zvlekli v dnevno sobo, potem kasneje še Samantho, čeprav je prej rekla, da so jo kuj zvlekli dol. Ona je potem pripovedovala, da naj bi jo moški tam njega pretepali in pač grozili, da če hoče karkoli in pomagati, mora v 5 minutah in pričarati $20,000. Ona je ves čas trdila, da je bilo to z jih povezano nekaj z drogo, vmes naj bi njej še raztrgali tako dol majico in jo vrgli dol in potem naj bi kuj zahtevali, da se nazaj obleče, ker pač niso hoteli kao nič tacga. In potem naj bi Ernija odvlekli ven v avto in se odpeljali in naj bi vzeli tudi njegov telefon. In ne vem, kako Samantha to ni pomislila, še tukaj, ko so bili v hiši prvi preiskovalci, je ona vmes na telefonu poslala ta sporočil. Torej, znep se telefona, ker je obviously dojela, da ga bojo trejsali oziroma da mu bo sledili, ne, kako ni to prej pomislila, da je splošna logika. Ko je videla, kako se stvari razpletajo, je potem kasneje poslala še en sporočil, ko se je glasil Ditch phone, move, kao odvršnik telefon in se premakne drugam. Končno potem pride sem na kraj zločinov to hišo detektiv, ta glavni detektiv na tem primeru, in mi je ful fascinantno, kako so zurjeni v tem, ker on je pa takoj slutil, da tukaj nekaj ne štima. In the crucial hours of you finding my husband. It is, because, I mean, this may help you trigger something to help us, you know. On je kuj videl, kako je vse razmetan, razštelan v tej bajti. Poleg tega, da je bilo res nesti, ker sta bila 2 psa in je bil urin posod in blato je bilo posod. Upam, da od psov in ne od otrok, ker je bilo res grdo, se ste videli posnetke in slike.
In potem še vse razsut in kako so oni kar not prišli, ko so vrata podrli in potem so bila take krožne stopnice gor direkt v spalnico, kako so vedeli, da morajo gor, kako da se oni niso prej zbudili, če so tako štalo dol naredili. V glavnem nobene logike in kadarkoli je na kraju zločina toliko pretiranega nereda, je velikrat zato, ker nekdo hoče nekaj prikriti oziroma zafejkati, da je pač bil nek ulom, vdor, vsiljivci, v bistvu pa to sam narediš, ne? If you would just hold tight with her, so I'm gonna go get some evidence bags and I'll be right back. I'm gonna grab my camera, I'll be right back. Are you guys trying to accuse me of something? No. Potem počasi, ko gledamo Samantho na tej posnetkih, rata v bistvu živčna, zakaj toliko časa vse traja, namesto da bi spraševala, ne vem, a je moj moški v redu, ste ga najdeli, pejte čim prej ponga, koliko so moji otroci. Ona v bistvu tle ratuje tako malo tečna, kao, a moram res zdaj zapisnike delati. Jaz sem boga tle, zakaj pač ne greste tja, ko vas usmerjam. Je pa ves čas prvi začela že tam kazati na eno in isto osebo, več o tem pol, ampak takrat se je sfokusirala, jaz bom tega človeka ukrivila in je začela neko zgodbo napletati. Potem se preslikamo tukaj počasi na policijsko postajo, kjer je imela ona valjda tudi zaslišanje. Že takoj, ko je prišla noter, ona ni bila, ne vem, živčna, žalostna, ne vem, ona je svoji mami, ko jo klicala, če kaj jedla, če kaj rab, je rekla, ja, rabam french fries, pa ne vem, kakšen zrezek v ne vem kateri omaki, tako v detajle je naročila. A še ono, v takmu stresu je zadnja stvar v lifeu, pomisliš, da bi jedel. No, kako se lahko delaš smart, pa teh basic stvari ne pošlihtaš. In pa se je ulegla na tla. Tako, v tak ful otroči obnašanju. Na tla se je ulegla, kao igram stisko ali ne vem kva, v glavnem kar nekaj. Ful se je potem trudila na tem zaslišanju čim bolj usmeriti vse oči na tistega enega osumljenca in ves čas je napeljevala na njega, ki je prav čakala, da se spokajo preč in da ima mir. Ampak preprosto detektiv in ni kaj dosti verjel, očitno je že ful slutil, da ima nekaj zraven, tudi kaj videl dejansko stanje te hiše, a ne vse te strepke in urin posod ni lih. In potem vidimo ta posnetek, a ne. What's your first memory of what's going on? Well, I took an Ambien, so it makes it a little harder for me to wake up. And I have a prescription with me if you want to see that. But when I can't sleep, it's supposed to shut your brain down so you can go to sleep, but also make it to where you can wake up fairly easy. In pa je to ful v detajle razlagala, kada je ful napletala dolg časa v glavi to zgodbo, veš, ki je čist irrelevant. Što z takih detajlov je tudi, da si jih po travmi ljudje ne bi zapolnili. Večinoma so ljudje, no, I don't know, it was so, I don't... In se probajo, če se spomnim, da ona je pa tako vse detajle, vse dobesedno, kaj je kdo rekel, a veš, kaj je kdo zagrozil, take stvari. Torej, končno, njena zgodba, kdo je po njenem ziher krivc, je bila, da je šla prejšnji dan do kolega v bolnico, očitno en kolega pač nima veze, kdo je bil v bolnici in v tej isti sobi je bilo očitno več postelj in zraven je bil en drug moški, ki jo je pa slišal govoriti s temu kolegam, da je ona doma ful nesrečna, da jo moški oziroma da Ernie pretepa in da pač želi proč in na. In ta moški takrat iz nič je odločil, da tega pa jaz ne prenašam, jaz bom pa to ukrepal, poskrbel bom, da se ti ne bo nič več zgodilo, jaz bom to porihtal sem, da pridem iz bolnice. To je bila njena zgodba. In potem je rekla, da ga ne pozna točen, ve samo, kaj je njegov ime na Facebooku, pa da to tudi ni njegov dejanski ime oziroma priimek, ampak da je John Rebel na Facebooku to. In v bistvu je to edina sled, ki jim jo je pustila. Se je pa zgodila ena ful zanimiva stvar, ko preden je ta detektiv šel ven. You know what I think? I think it's not going to be long. I think they're locking your butt up, what I think. I think you've been lying to me this whole thing. You did get them right. I think you're a liar, what I think. I think you know exactly who did this, and I don't buy your freaking story for a minute. That's what I think. So I tell you what, let's do. Let's just get on with it. Meni je fascinantno, tako ona je čist zmrznila, to je pač on ubral neko taktiko, neke jeze. In je tudi dobil želeno reakcijo, pač ona je dobesedno zmrznila, bila je brez besed, osrana, ni verjela, da to se dogaja. In pol kasneje v tem intervjuju spet pride do joka in tukaj si to lahko razlagamo v smislu, da se je ona začela sama sebi smiliti. To je zelo očitno, res po vsej verjetnosti je to narcis, vedenje enega sociopata in njim pač ni mar za druge ljudi. Nič jim ni mar za druge ljudi, razen zase oziroma ker je povezavi z njimi in če je ona tukaj začela slutiti, da jo lahko dobijo, da jo lahko dajo za zapahe in da je lahko ona reva kaj kriva, se smil sama sebi in se lahko začne jokati in možno, da je to spet za to joka, ne.
In potem tukaj je zgodba, oziroma na zaslišanje končno pridejo še 3 drugi osumljenci. To so bili Jonathan, Jose in pa Octavius, tako po vrsti bomo tudi gledali. Ta John Rebel iz Facebooka so ga potem identificirali, da je v resnici Jonathan Sanford in on potem v tej kabini razlaga, ful mi smešen razlaga, ki se čisto preveč premika z rokem, glede na to, da je bil pač zavezan v lisice in je ful smešen, ker ljudje, ki lažejo, ko preč nalagajo, želijo ful zraven kazati z rokom, da je bolj prepričljivo. In on trdi, da ja, da Samantha je pač govorila, da jo on tepe in da on res ni moški, ki bi lahko stal za tako stvarjo, da načeloma je on tudi rekel, da bi lahko njo rešil tega in ji pomagal, ampak da tega na koncu ni naredil. Je bil pa zraven nekako pleten, naprimer, da je vozil vozilo, ampak ne zato, ker ga je sam od sebe hotel, ampak zato, ker ga je Octavius s pištolo meril v glavo, tako da pač se ga je bal, zato je vozil vozilo in pa na koncu, ko so ga v gozdu odpeljali nekje gor na deželi, v enih naravnih parkih. Sploh ni vedel, kaj se je zgodilo, druga 2 sta prišla nazaj, mu vrgla ključ in je spet peljal nazaj. No, nič ne ve. Smešno je, ki te 3 osumljenci so itak en na drugega krivdo zlivali. In ful so se hoteli zavleči iz te situacije, ampak najbolj smešno je, ker prejšnji dan so imeli tak neke vrste sestank za vse to, da bojo speljali skupaj s Samantho. In je ful smešen, ker je obstajal itak posnetek iz ene javne huge trgovine, ker so njene otroke peljali v trgovino. In to me je hilarious. Ko se lahko igraš taka stvari, če so to glup, da ne veš, da bojo take nadzorne kamere to posnele, meni je to hilarious. Walmart je bil to, ja. Tukaj tudi pri Jonathanu so detektivi ubrali taktiko, da so rekli, sam da veš, da ti si cool, Samantha v bistvu kaže prst na Joseja, čeprav ona ni nobenega izklicno izpostavila. Zanimivo je, ker tukaj Jonathan je vse nekako ščitil Samantho, kao ona ni imela nič zraven, ne. To se je vse kar samo od sebe odvil, tako ful na hiter. Potem ta Joe oziroma Jose, mislim, da se mu reče tudi na zaslišanju, je že v rdečo oblečen. On trdi, da te familije sploh ni poznal, da sploh ne ve, kaj se je zgodilo, da jih je takrat prvič videl, ampak da je bil nekako zraven prek Octaviusa, ki je pa ta tret, temnopolt, on pa sploh ni hotel nič kaj dosti govoriti, kao dokler ne pride v stik s svojim odvetnikom. Edina stvar, basically, v kateri so se vsi 3 strinjali, je bilo to glede $20,000, kar pa očitno je bil del plana, da to omenijo, ker so hoteli tak Ernieju podtakniti neko povezavo z mamili, da bojo oni manj krivi in on bolj grd. Ok, kar se tiče, kje je bil Erniejevo truplo in ali je bil dejansko mrtev, ja, so ga tudi zelo kmalu najdeli tam, kjer jim je dejansko Jonathan povedal, kam so ga odpeljali. Valjda je vsak zase rekel, da ni ustrelil, da ga ni ubil, a ne? Ampak ja, so pa najdeli truplo. Na zaslišanju so moški pa tudi počasi povedali, da je itak bil to vse master plan od Samanthe, oziroma ona je že kao ful dolg časa prej se ga želela znebiti in so jo tudi že prej predlagali kao, ok, da imamo podtakan droge na nek način, da se ga znebimo, da bo šel v zapor in je rekla, ne, to zame ni dosti dobro, jaz hočem, da ga pač ubijete, odstranite. Preden torej so Ernieja dejansko ubili, je tisto doma se zgodilo, ker je pač Samantha govorila, Ernieja naj bi tepel s pištolo, tolkel in potem odpeljal. Ernie naj bi takrat moledoval oziroma prosil sam to, da ne pustijo primer njegovo družino, torej otroke predvsem. Preden so ga ustrelili, so ga tudi slekali, ne vem zakaj točno, slečen ga so potem najdeli. In potem še tam blizu, kjer se je to zgodilo, je bila pa ta Lakona, to je pač imel te vijolične ženske, ki je pa mislim, da žena ali punca ali zaročenka od Joseja, ki je pa potem dobila v roke to pištolo, sicer ni imela pojma, kaj se dogaja in je bilo tudi ful strah povedati policiji, kje je in potem ves čas joče in so že mislili, da je vpletena, ampak načeloma se je ona samo bala te pištole, da bi jo kakorkoli povedala policiji, ker je Jose enkrat že s to pištolo v njo meril. Sicer ni bilo niti zikr, a bi kaj naredil ali ne, ampak nasploh mislim, da se ga je bala. Ona na koncu ni bila nič kriva, medtem ko so gladko obtožili potem Samantho in Joseja in Octaviusa in Jonathana. Je pa fascinantno, da vam zdaj povem, da še vedno ne vejo, kdo je dejansko pritisnil sprožilec. Tale posnetek mi je nor, ko je Samantha noter v sobi za zasliševanje in gre dejansko na tablo napisati Have you found my husband, kao ste mi najdeli moža in pa tako kamera pogleda. Prvno, kakšen otrok. Ba je normalno, da ljudje, ki imajo mental illness, pač neko duševne bolezni, da se obnašajo včasih stiske, ko so pod stresom, da se obnašajo ful kot otroci. Štuti se na tla ulegla, pa tako se mi pač, what? Oh my god, to tako neživci, ki mislijo, da so tako smart, pa nimamo pojma, kako glupo to izpade. Jonathan in Jose naj bi dobila krajše kazni, nekaj tam okrog
50 let, medtem ko Samantha in Octavius pa tam 90 do 100, v glavnem ne bosta prišla ven. Ne vem sicer, kako točno so se to odločili, če ne vejo, kdo ga je ustrelil, ampak ok, to je informacija. In to je to za ta video. Drugi, da mi pišite spodaj, si gledamo kmalu. Kako me hrbet boli, ker sem skozi v džimu in pojka 3 dni zaporedoma greš in pa že vse boli in zvonem, ko vas se to komatram. Če mi hočete pomagati, imate kodo Alenka 5 na Jimbi. Zdaj grem pa to zmontirati pa objaviti, ker pa letim na more za prvomajske, čeprav bi to gledali, bog ve kdaj. V glavnem, pridni bote radi smeti, Elija mama out. Bye, I love you!